Judita von Špolat ima preko 40 let delovnih izkušenj, tako na področju poučevanja kot na področju dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Da bo to njena življenjska pot, je začutila leta 1991, ko se je iz Ljubljane preselila v Tolmin in se zaposlila v takratnem centru za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. Takrat sem prvič srečala otroke s posebnimi potrebami. Začutila sem, da jim lahko nekaj dam, da se zlahka z njimi družim, in potem sem se odločila za študij v tej smeri. Kot pravi, znanje pridobiva že 60 let, vse odkar je prestopila prag osnovne šole. Po zaključeni gimnaziji se je odločila za študij medicine in opravila sprejemne izpite, a se je kasneje prepisala na takratno pedagoško akademijo. Po selitvi v Tolmin je ob delu nadaljevala študijem defektologije in leta 2004 uspešno diplomirala. Judita danes vodi podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Obenem je že 21. leto pomočnica ravnatelja na osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin. Kot takratna VD ravnatelja je leta 2005 vodila vse dejavnosti, ki so bile potrebne za pripojitev Centra za izobraževanje in usposabljanje k osnovni šoli Tolmin. Čeprav so bili prisotni dvomi in strah, je čutila, da je ta sprememba dobra. Treba je bilo vse arhivirati, preseliti, se miselno naravnati, potem z bivšim ravnateljem sva preurejala prostore. Ko smo prišli potem 2006. s vsemi otroki in vso kramo gor na osnovno šolo, smo bili tudi lepo sprejeti. Delovno obveznost dopolnjuje na različnih delovnih mestih, kot izvajalka dodatne strokovne specialne pedagoške pomoči, učiteljica v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Z bogatimi izkušnjami predstavlja nepogrešljivo pomoč tako sodelavkam kot tudi otrokom in njihovim staršem. Sprejetost učencev z motnjami v razvoju med vrstniki ji pomeni največ. Potrebno je veliko organizacijskih, časovnih, materialnih prilagoditev, prilagajanj, sodelovanja, dogovarjanja in potem nekako stvari tečejo. Imamo kar srečo, da je osnovnošolski kolektiv odprt za spremembe, odprt nas tudi sprejemati, tako da se zlahka dogovorimo za kakšne skupne aktivnosti, kar je v bistvu naš cilj. Poleg mnogih drugih je leta 2022 prejela tudi priznanje Antona Skale, najvišje stanovsko priznanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije za življenjsko delo na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. Priznanja so lepa stvar. Drugače mi pa največ pomeni tisti jutranji nasmeh, vsako jutro, ko pridem v šolo in me kdo od učencev pozdravi, zakriči za mano, mi pomaha, vzklikne ali kaj takega. To je tisto, kar človeka napolni z energijo za cel delovni dan in potem komaj čaka naslednjega.